Hvala lepa za besedo. V petek 5. septembra 1919 je Wiener Zeitung na 3. strani objavil naslednje obvestilo. Aus Laibach wird gemeldet. Zum ordentlichen Professor an der Universität Laibach wurden unter anderem ernannt an der Juridischen Fakultät Dr. Ivan Žolber, der frühere Sektionschef und Minister in Wien, Dr. Leonidas Pitamic, bisher Universitätsprofessor in Czernowitz, dann Johann Schmautz, Bibliothekar in Prag, an der Philosophischen Fakultät Dr. Josef Klemel, Universitätsprofessor in Czernowitz, Dr. Reiko Nachtigall, Universitätsprofessor in Graz, dann Dr. Johann Priatov-Gustus an der Hofbibliothek in Wien, an der Technischen Fakultät Dr. Richard Zupančič, Dozent an der Technischen Hochschule in Wien und Dr. Karl Hinterlechner, Geologe in Wien. Medtem ko je Salzburger kronik v nedeljo 7.9. samo ponatisnila novico, pa je bilo sobotno poročilo Graca Tagblatt bolj natančno se je omenjalo še graškega docenta Ramovša, pa Maxa Samca in Milana Vidmarja ter vse tri teologe. Vsa tri poročila pa ne omenjajo medicincev. Kakorkoli že, zdi se, da je dunajski tisk poudaril zlasti funkcije, ki so jih bodoči profesori že imeli v stari Avstriji. Ne gre spregledati, da sta bila kar dva profesorja na univerzi Franca Jožefa v Černovicah. Josip Plemel je bil v šolskem letu 1913-14 celo dekan tamkajšnje filozofske fakultete. Po leti 1918 je cesar za izrednega profesorja za splošno in avstrijsko državno pravo ter avstrijsko upravno pravo imenoval Leonida Pitamica, ministerskega podtajnika in privatnega docenta na Dunaju, ki pa ni potoval v Bukovino, saj se je država prej sesula. Septembra 1918 je bil za profesorja slovanske filologije v Černovicah predlagan tudi Fran Ramovš, vendar do imenovanja nikoli prišlo. Ko so prišle novice, da naj bi se Černoviška univerza preselila v Salzburg, je Ramovš pisal Nachtigall, citiram: Tako mogoče je tudi moje predlaganje za sladista na tej univerzi ni čisto pokopano, kot sem doslej mislil, in reči moram, da grem rajši tja, kot v Gradec, najrajši pa bi bil seveda v domovini. Konec citata. Jezikoslovje je bilo v Černovicah zelo pomembno, saj so imeli tam sploh prvi katedri za latenščino in romunščino. In če k temu dodamo še dejstvo, da se je na prosekturi v Černovicah izpopolnjeval tudi mladi Janez Plečnik, potem je jasno, da so Černovice, ki so veljale za akademsko odskočno desko, da so igrale zanimivo vlogo v predskodovini Ljubljanske univerze. A Černovice, kot tedaj najmlajša avstrijska univerza, niso bile samo na dobrem glasu. Obsojen na Černovice, pomiloščen na Gradec in povišan v Dunaju, je nekoč dejal Teodor Momski. No, sicer pa je tudi Graška univerza ni bila, kot vemo, nepomembna za razvoj slovenske univerze, saj se je tu pravzaprav začela slovenistika. Poglejmo se torej univerzitetno zaledje in habilitacijske postopke naših prvih profesorjev. V prvi skupini so profesori, ki so se že habilitirali na avstrijskih univerzah. Josef Plemel je po svojem doktoratu zaprosil za privatno docenturo na Dunajski univerzi, ki jo je prejel aprila 1902. Nato pa je tu vse do akademskega leta 1907-1908 predaval različne predmete. Konec septembra 1907 je bil imenovan za izrednega profesorja, leto dni pozneje pa za rednega profesorja matematike na Filozofski fakulteti v Černovicah. Reiko Nachtigall je na Dunajski univerzi končal študij z doktoratom iz slavistike, po študiju v Rusiji pa je bil docent za ruski jezik na Eksportni akademiji, krajši čas tudi lektor v seminarju za slovansko filologijo Dunajske univerze. Septembra 1913 je bil imenovan za izrednega profesorja za slovansko filologijo z dodatkom s posebnim ozirom na slovenski jezik in književnost v Gracu. 4 leta pozneje je postal redni profesor. V arhivu Graške univerze je ohranjen
habilitacijski protokol za Frana Ramovša, ki nas tam gleda, ki je jeseni leta 1917 prosil za venjam legendi za slovansko filologijo. Najprej je opravil kolokvij, na katerem je dobil vprašanje iz slovanskih jezikov in litovščine, nato pa je imel še preizkusno predavanje o zgodovini nekaterih krajevnih imen v Furlaniji. Marca 1918 je dobil privatno docenturo za slovansko filologijo. Tudi prvi profesori pravne fakultete so že imeli habilitacijo. Najstarejši med njimi, Ivan Žolger, je imel izjemno biografijo, saj je študiral v Gracu in Parizu in bil leta 1895 kot edini slovenski pravnik in eden od 4 Slovencev promoveran so auspiciis imperatoris. Leta 1900 je postal privatni docent za upravno vedo in upravno pravo. Bil na to visok uradnik in minister brez listice, leta 1918 pa je postal še redni profesor. Podobno kot Žolger je tudi Bogomil Vošnjak študiral na Dunaju v Parizu in leta 1912 postal privatni docent na Zagrebški pravni fakulteti. Privatno docenturo za avstrijsko upravno pravo in pravno filozofijo pa je imel že v leta 1915 že omenjeni Leonid Pitamec. Zanimiva je tudi biografija Alfreda Šerka, ki je najprej leta 1903 doktoriral na Dunajski filozofski fakulteti s tezo o pojmu bistva pri Spinozi, nato pa 6 let kasneje je doktoriral še na medicinski fakulteti. Med letoma 1912 in 1914 je bil asistent na kliniki za psihiatrijo in živčne bolezni na Dunaju. Njegov predpostavljeni Julius Wagner Jaurek, poznejši Nobelov nagrajenec, je v poročilu zapisal, da je odlično kvalificiran, saj je izredno podkovan, ostrega mišljenja, trezne sodbe in praktičnega pogleda. Julija 1919 je Šerko na medicinski fakulteti v Pragi dobil naziv privatnega docenta za neurologijo in psihiatrijo. Češko privatno docenturo je imel tudi primarij Albert Odej. Docenturo na Dunajski tehnični visoki šoli je imel tudi Richard Zupančič, ki je sicer doktorat zaključil na filozofski fakulteti v Dunaju. Raziskovalce Avstrijske univerzitetne zgodovine Župančič zelo zanima, saj ga navajajo kot eno od prvih žrtev nacionalističnih čistk v Avstriji konec leta 1918. Bil je namreč označen za, citiram, Zweifellos nicht Deutscher. Saj je v pismu rektoratu zapisal, da je slovenske nacionalnosti. Človek, ki se bo 20 leti pozneje nedvomno postavil na nemško stran, je izgubil avstrijsko službo, solidno avstrijsko službo, ker se je imel za Slovenci. Kot Zweifelhaft pa je službo takrat na tehnični visoki šoli izgubil tudi Max Fabian, seveda je veljal za Italijana. V drugo skupino sodijo profesori, ki jih je na tedanje bogoslovno učiteljišče imenoval ljubljanski knjezoškof. Ob ustanovitvi teološke fakultete pa so bili neposredno prevedeni v redne profesori. Aleš Ušeničnik je na Germaniku na Gregorjani doktoriral iz filozofije in teologije. Leta 1900 pa ga je Škof Jeglič imenoval za profesora specialne matematike na ljubljanskem bogoslovnem učiteljišču. 9 let pozneje mu je sledil še starejši brat Franc, tudi doktorat Germanika, ki je postal profesor pastoralne teologije, pedagogike in katehistike. Leta 1911 pa je profesor cerkvene zgodovine postal Ivan Zore, ki je leta 1904 promoviral v Innsbruck. V tretjo skupino sodijo profesori, ki so postopke sprožili že pred prevratom. Aprila leta 1918 je Milan Dimar, o njem smo danes že slišali, sploh o malem očetu njegovem, potem, ko je zaključil strojno šolo Dunajske tehnične visoke šole in bil na podlagi dizertacije o teoriji turbinskih črpalk promoviran v doktorja tehničnih znanosti, zaprosil za venjam legendi za konstrukcijo in delovanje električnih strojev. Konec oktobra je uspešno prestal kolokvij. Opraviti pa bi moral še preizkusno predavanje, za katerega je že predlagal nekaj teh. Decembra je o tem odločal profesorski kolegi tehnične visoke šole in tedaj sklenil,
da do nadaljnega ne bo več pripustil tujih privatnih docentov. Proti sklepu je glasoval samo Vidmarjev mentor Artur Buda. Vidmarjevo zahtevo s tem niso povsem zaključili, saj mu je tehnična visoka šola poslala pismo, v katerem ugotavlja, da je Avstrija razpadla in da se kandidat očitno ne šteje za pripadnika nemške Avstrije. Citiram: ker torej v resnici nimate namena upravljati procedure na naši visoki šoli, ima podpisan direktorat čas postaviti vprašanje, če želite nadaljno obravnavo vaše prošnje. Sicer pa Vidmar svoji šoli ni ravno zameril predanje dejanje, saj se je leta 1940 kot edini tuji znanstvenik udeležil praznovanja njenega jubileja, v katerem je Standartenführer Hans Blaške govoril tudi o tehniki in nacionalsocializmu. 20 let pozneje, leta 1960, pa je v zahvali rektorju tehnične visoke šole o podelitvi zlate doktorske diplome Vidmar zapisal, da je docentski izpit opravil celo zelo dobro, prav v trenutku, ko je postal tujec. In v to skupino seveda velja šteti tudi Maxa Samsa, ki se je skušal habilitirati že leta 1907, pa ga je onemogočal Zdenko Skak, znan nemški nacionalist, sicer češkega porekla. Ko je Samec marca 1919 izgubil službo profesorja realke na Dunaju, je vseučiliško komisijo obvestil, da je zaprosil za Avenijam legendi na paralelnih stolicah v Zagrebu. Priložil je tudi referat profesorja Pavli, a tudi v Zagrebu ni bil uspešen. V četrti skupini pa so profesori, ki se nikoli niso habilitirali, a so veljali za strokovnjake. Čeprav je Karl Stovšek ustrajal, da se mora vsaka učna moč habilitirati, je Fran Ramovš temu nasprotoval, češ da se lahko uporabi stara, prakticirana izjema, citiram, da se strokovnjak, ki je svojim deli pokazal sposobljenost, lahko brez habilitacije pokliče in imenuje konec citata. V mislih je imel seveda Ivana Prijatelja. Da bi se Prijatelj zdaj še habilitiral, je pa tudi smešno, je pisal Ramovš Ahtika. Prijatelj, ki je bil od leta 1906 zaposlen v dvorni knjižnici na Dunaju, nazadnje kot kustos, je sicer vrsto let razmišljal o habilitaciji, zlasti po študiju v Rusiji. Za tisk je predelal tudi svojo disertacijo z novim naslovom Künstliche slovenščin geistlichen Lebens, ki jo je Vatroslav Jagič nameraval priporočiti Akademije znanosti na Dunaju, a se je temu morda uprl germanist Richard Heinzel, češ da je problem preveč neznaten in da je avtor prehod slovenski nacionalist. Sčasoma se je Prijatelj nekoliko distanciral od svojega mentorja Jagiča, zavrnil pa je tudi vabilo, da bi se habilitiral na Češki univerzi Karla in Ferdinanda, zlasti, ko je tudi tam propadla ideja o provizoričnih slovenskih stolicah. V to skupino, četrto, je seveda sodil tudi Janez Plečnik, prosektor deželne bolnišnice v Ljubljani, ki je doktoriral leta 1899 na Dunaju in bil imenovan za izrednega profesorja za patološko anatomijo v Ljubljani. Habilitacije je imel tudi Ivan Žmalc, ki se je upisal na Češko filozofsko fakulteto, kjer je kot prvi Slovenec menda poslušal Masarykovo predavanje iz filozofije, nato pa je prešel na Nemško univerzo in tam leta 1898 promoviral stezo o svobodni volji pri Tomažu Akvinskem. Zanimivo, da Žmalc, avtor elementov splošne teorije dela, nikoli ni nastopil profesure za politično ekonomijo na pravni fakulteti v Ljubljani in je do upokojitve ostal v univerzitetni knjižnici v Pragu. Konec leta 1918 so sicer nam računali predvsem kot na izvrstnega bibliotekarja, ki bi lahko izvedel zložitev vseh ljubljanskih knjižnic. Na tehnično univerzo pa je bil poklican Karl Hinterlechner, ki tudi ni imel formalne habilitacije, a je že imel izkušnje kot provizorični asistent na stolici za mineralogijo in geologijo na cesarsko-kraljevi tehnični visoki šoli v Brnu. Tu je pripravljal svojo doktorsko disertacijo o
Tefritu v Pogorju Kavnic in bil leta 1899 kot prvi Slovenec promoviran s tezo iz geologije. Deloval pa je na Cesarsko-kraljevem geološkem zavodu, kjer je leta 1918 dobil visok naziv glavnega geologa. Ugotovimo lahko, da so bili naši prvi profesori, v povprečju stari 42 let, najstarejši so bili oba brata Pšeničnik in Žolber, rojeni v drugi polovici 60. let 19. stoletja. Daleč najmlajši pa je bil 29-letni Ramovš, edini rojen do 90 let. Večinoma so bili kmečkega porekla, med njimi so sicer tudi sinovi veleposestnikov, samo dva pa sta imela očeta gimnazijskega profesorja oziroma zdravnika. In kot vemo že danes iz referata profesorja Vodopivca, kar 11 je doktorirano na Dunajski univerzi. Med našimi prvimi profesorji so bili prvi slovenski minister kakve avstrijske vlade, prvi slovenski dekan kakve avstrijske filozofske fakultete, prvi slovenski doktor tehničnih ved, prvi slovenski promovirani geolog in prvi slovenski docent psihiatrije z 2 doktoratami. V tem pregledu pa bi se rad dotaknil še nastavitve prvih tujcev. Decembra 1919 je Nachtigal predlagal univerzitetnemu svetu imenovanje graškega privatnega docenta Otmarja Šicla za rednega profesorja za splošno literarno zgodovino s posebnim ozirom na poetiko in retoriko. Predlog je bil zaradi pomislekov, da je predlagani kandidat po rodu Nemec za krajši čas odložen. Kasneje je bil Šicl izvoljen za izrednega profesorja, a ministrstvo ni potrdilo njegovega imenovanja, ker da ne zna našega jezika. Pozneje je minister rektorju sporočil, da ne bo podpisoval dekretov za nobenega izvoljenega profesorja nemške narodnosti. Znano je, da je samec v Ljubljano vabil Wolfganga Pavlija, ki je bil izvoljen, a so proti njemu glasovali ali pa se vzdržali profesori teološke in medicinske fakultete, ker so stali na principu, da Židje ne smejo imeti vstopa v ljubljanski profesorski kolegij. Profesor Pavli je izvedel za to informacijo in se je zahvalil za sodelovanje. Njegov sin je pa dobil Nobelovo nagrado. Če pustimo ob strani vprašanje srbo-hrvaščine, v kateri so predavali seveda jasno hrvaški in srbski profesori, je zanimiv primer Jana Lunjaka, ki ga je Nachtigal povabil za profesorja klasične filologije. Čeh po rodu in upokojeni profesor Novoruske univerze v Odesi je kmalu spoznal, da njegovi slušatelji ne razumejo ne rusko, ne češko, slovensko pa ni znal, in je zato predaval brez kakršnih koli škandalov v jeziku, ki so ga vsi maturanti obvladali v nemščini. In njegovi citati so znani še danes v nemški celo. Ni znano, v katerem jeziku je predaval zgodovinar Nikolaj Mihajlovič Bubnov, nekdanji dekan Zgodovinsko-filološke fakultete iz Kijeva. In ko je Klemen predlagal svojega najboljšega študenta Vojčeka Lubinoviča, teda je že privatnega docenta v Černovicah, spet smo v Černovicah, za profesorja teoretične fizike, je v poročilo zapisal, da je prepričan, da se bo Poljak pri nas v kratkem tudi jezikovno domočil. Gospe in gospodje, leto 1919 velja za rojsko leto novih slovanskih univerz, a med sorodnostmi so tudi razlike. Masalikova univerza v Brnu, ki je bila ustanovljena na začetku leta 1919, je imela najprej samoupravno in medicinsko fakulteto. Šele v zimskem semestru 1920-1921 sta se priključili filozofska in naravska. Tako kot ljubljanska je imela tudi brnska močno sofistiko oziroma poemistiko, boljša pa je bila seveda narodna zgodovina in predvsem moderne filologije, ki so bile pri nas slabo zastopane. Ker je bila zgrajena na principih češkega realizma, ni imela katoliške teološke fakultete. Kadrovskih problemov ni bilo, saj so bili profesori večinoma habilitirani v Pragi ali na Dunaju.
Popolnoma drugačna situacija pa je bila v Bratislavi, kjer je bila po leti 1919 ustanovljena Univerza Komenskega, ki je imela tudi na začetku samo medicinsko fakulteto in zanimivo tretjino študentov so predstavljali Mađari. Slovako je bilo takrat komaj 15%. 2 leti pozneje pa sta začeli delovati še filozofska in pravna fakulteta. Ker Slovaki niso imeli habilitiranega kadra, so stolice prevzeli češki profesori. Še več, Albert Pražak je celo zapisal, da je Bratislavski univerzi pripadla naloga poenotenja čehoslovaškega naroda. Kot pravi profesorica Zelenkova, je vzgoja novih kadrov potekala počasi in češki profesori so zaznali slovaško razočaranje, da nimajo vpliva na zasedbe kadrov. Drugi Čehi pa so menili, da se pravzaprav morajo žrtvovati v provincialnem okolju za idealno čehoslovaštvo. Eden je celo zapisal, vsaj zaslon vlad do Prage bi lahko imeli, če že stanovali. Če primerjamo nastanek Ljubljanske univerze z Bratislavsko ali Brnsko, lahko kmalu ugotovimo, da se je pri nas pravzaprav vse začelo s filozofsko fakulteto, na kateri so bili vplivni profesori podporniki avtonomistične politike. Pri ustanovitvi univerze pa je pomembno vlogo igralo veliko število univerzitetno izobraženih oseb, med letoma 1876 in 1918 je doktorsko disertacijo zagovarjala na avstrijskih filozofskih in teoloških fakultetah nad 200 slovenskih doktoratov. Med njimi seveda tudi naši prvi profesori. A naj se na konec spet vrnem v Černovice, kjer sem začel. Ljubljana seveda ni bila v Bukovini, a zdi se, da je bil Zagreb, kamor so odšli geograf Galaci, geolog Salopek in zelo hitro tudi oftalmolog Albert Poteri, vendarle privlačnejši. Ampak pravzaprav tudi oni so, kot je zapisal v pismu Ramovš, želeli nazaj v domovino. Hvala lepa.